Še enkrat lepi pozdravljeni na današnjem Startup Mysliju. K sebi vabim 3 super goste, ki jih gotovo že poznate. Kristjan, nehaj pisati pa surfati po Facebooku. Aha, okej. Ja, daj, vzami si telefon pa dokončaj, no, tako, kar si začel. Okej? Dobro. Ti se kar tukaj pri meni vsedi. Ja, super, super, super. Evo, Tine Lugarič, en aplavz. In pa en edini Damjan Obal. Samo malo, nekaj sem pozval, tako da. Aha, gosti. Bo to zdaj zdržalo za pol ure Kristjanu ziher, ne, tako da dajte Kristjanu še zrihtati tukaj, da ne bo žejn. Najtežje na začetku v zelo kratko pedrnato predstaviti, kdo v bistvu ste. Zato bom dal kar vam besedo, sebe bom malo razbremenil te odgovornosti v žarometu, da vas predstavim. Da kar vas prosim, da na kratko v 1 minuti predstavite, kdo ste, kaj počnete, pa če se spomnite, kak je super zivica. Ja. En lep pozdrav vsi skupaj. Lepo je videti tako polne Startup Myslije. Ja, kdo smo, kje smo, ne vem. Adora je začela 2 leti nazaj, čisto kot... Kristjan ima taki globoki glas, da se ga brez mikrofona sliši. Meni piše on. Daj, če onega poskusiš? Aha, boljše? Boljše. Skratka, mi smo začeli 2 leti nazaj, čisto nekako iz akademskega sveta, z skupnostjo enih parih geekov, katerim je bil všeč Minority Report film, verjetno ste ga vsi gledali, in potem smo našo zgodbo nekako prelili v produkt, ki zdaj nekako se pripravlja in da bo nastopil na trgu. Kaj delamo? Delamo več stvari, ciljamo kirurge, razvijamo rešitve, ki jim pomagajo med operacijskimi posegi, predvsem jim omogočamo, da zmanjšajo infekcije, da skrajšajo čase operacijskih posegov in vse to na način, da jim dostavimo podatke brezkontaktno. Seveda pa v ozadju že nastaja neka celovita platforma, ki povezuje vse te različne rešitve in pa spremlja kirurga od začetka operacije pa vse do nekakih statističnih podatkov, ki so na koncu. To je čisto na kratko, 6 sekund. Zdaj pa prosim dvignite roke vsi tisti, ki zdaj veste točno, kaj Kristjan počne. Ej, full dober pitch, full dober pitch. Bravo, bravo. Zdaj, če je bil pitch z nekega mobilnega sveta, je bil drugačen, ampak... Ok. Na tem pitchu bomo še delali, pa bomo še malo govorili. Ok, Tine, povej, ti si na vrsti. Evo. Jaz sem Tine Lugarič, iz Maribora, sicer čez teden delovno v Ljubljani. Trenutno sem na sveže na Publicisu, kreativni direktor, prej sem bil 6 let dolgih na Pristopu, drugače pa član tudi domačega benda Tekoči Crew, v bistvu soustvarjalec domačega skate branda NBC in pa vidite me lahko kdaj na poštni, pa v kakem Tildusu v starih dobrih časih, pa to ne. Tako da vsaki vikend pa prijem skoraj domov v objem mame in njene juhe, ne. Zdaj, ko si ravno omenil, v bistvu, da si pred kratkim menjal agencijo, kaj je to v bistvu za tebe pomeni osebno, kaj je profesionalno? Tak en kratek komentar. Pa v bistvu čisto simpel, no, iskrenost je neka meni ful vodilo v lifeu, pa to se je v bistvu zgodilo čisto tako iskreno do sebe in posledično tudi do delodajalcev, klientov. Malo sem se naveličal prejšnje zgodbe, po 6 letih je tudi te neki dražljaji spustijo, v istem času se ti pojavi neka nova priložnost, začutiš metuljčke, pa greš, ne, v dobrih odnosih seveda, ne. Ok, super, hvala, Damjan. Ti mogoče imaš malo več minut na voljo, ker te nobene pozna, pa... Ne, tako samo rečem, da je človek v tranziciji. Jaz sem... Ne, ful dobro je, ker mi... Damjan Obal, ful mi všeč, da večina vas ne poznam, ker je ful dober znak. Včasih smo se videli, vedno eni in isti. Drugače, s Tinetom so Lasa Šolca na faksu, Med kvazi je DR Lisica.
S Kristjanom sva sošolca na faksu, ko so doktorat delala. Tako da, jaz sem drugače doktorat iz računalništva, sem dizajner. 2 leti nazaj smo naredili Edgarja, ki je platforma, ki pomaga takim firmam, kot je Kristjanova, da boljše pojo, kaj delajo, tako da smo failali. Če Kristjan ne zna povedati, kaj dela. Ne, to smo launčali 2 leti nazaj, ful dobra izkušnja, vedno znova nekaj gradimo, drugače, jaz sem produktni človek, vsak teden si pravim izmisliti neki nov produkt. Zadnji je bil Otrok, ki ste ga nekateri videli. Kako si apliciral v bistvu spoznavanje svojega doktorata na svojem 10-mesečnem startupu, novem produktu? Nič. Ok. Tako s vsemi svojimi klienti v bistvu ravnaš, ali... Jaz se s Tinetom strinjam, da iskrenost je lepa čednost, tako da pa metuljčki pa to. Ampak očitno od metuljčkov do doktorsko upravljene operacije smo videli dokaz, ne, tako da lep je, stari, prav. Čestitke. Cool. Dajmo začeti, torej naslov imamo Zgodba je zakon, cel popoldne že govorimo o zgodbah. Kristjan, daj nam malo povej, če začnemo s tabo kot v bistvu z osrednjim podjetniškim likom, ne, danes tu v tem omizju. Kaj so po tvojem mnenju ključne sestavine tvoje uspešne startup zgodbe? Kaj moraš v tisti piskar nametati notri, da bo neka dobra juhca ratala? Kaj ste vi nametali? No? Ja, mame ne smeš vprašati, ne. Drugače pa pisker, čisto odvisno, se pravi, zgodba je zelo dobra, če me pomaga sestaviti obal, mogoče, to je en del, moram povedati. Drugi del pa odvisno, kaj ciljate, ne. Mi smo res bili specifični, medicina je čisto nekaj drugega, kot targetirati neke velike marketplace, SaaS, marketplace, cloude, skratka ti ciljaš kirurge, rešuješ njihov pain, glavna stvar je bila pač njim predstaviti pain, ne. In kaj se pri nas iskalo, da kirurgi so vsi vedeli, kaj je njihov pain, in ko si jim predstavil rešitev, da je to dostavljaš podatke brezkontaktni način, skratka z gestami, so takoj vedeli, kje je catch, ne. Potem pa se je zgodba nadaljevala, kaj zdaj s tem pridobijo, ali samo manj tveganja, krajši operacijski posegi, ugotovili smo tudi, da je manj infekcij in na koncu pač z vsemi temi intervjuji nekako, da smo skozi celo zgodbo zapeljali prednosti naše rešitve, uveljavili brand, tudi marketinški del, skratka imaš tistih 5-6 točk, ki so zelo pomembne v zgodbi. No. Ok, ena je ta, skratka, ta zgodba, pri zgodbi sodeluješ tudi z Damjanom in ekipo. Kaj je tebi to sodelovanje doprineslo, oziroma kaj ti je manjkalo, da si se sploh obrnil po pomoč? V bistvu človek z doktoratom bi rekel, da itak ne rabi pomoči, ne? Mislim, da vse zna, ne? Ja, vsak ima svojo vlogo in vsak odigra svojo vlogo, ne. Ti odigraš svojo vlogo pri razvoju produkta, z intervjuji, ne vem, Damjan odigra svojo vlogo pri dizajnu, pri tematikah, kako nasloviti, kako razširiti publiko, kako pridobiti, ne vem, več feedbacka od kirurgov in nekako smo to skozi skupaj iterirali, ne vem kolikrat, velikokrat že, skratka. Tako dolgo je bilo, da si razumem, kaj delajo. Ok. Zdaj, glede na to, da, kaj pa je tvoje mnenje, oziroma kaj pa je tvoja perspektiva zdaj v bistvu na skupino inženirjev, ki je našla neko bolečino, Ja, mislim. Ne me prekinjati, prosim. Si? Ne, ja, povej. Mislim, kaj bi še dodal, recimo, zgodba je zakon, je zelo pomembna. Kaj se nam dogajalo, recimo, ko smo pičali okoli, pa odvisno, kam greš pičati, ne, to je prva stvar po mojem, ki je zelo pomembna, ali je to investicijska konferenca, ali to predstavljaš produkt, hočeš prodajati. In mi, ko smo na začetku hodili na investicijske konference, smo recimo prišli v tiste full high-end corporate business staffe, se pravi, zgodba mogoče ni bila niti toliko pomembna, koliko so bile pomembne pri njih samo tistih 5-6 slajdov, kako boš prodal, kako boš scalal, kakve so številke, vse ostalo si pač lahko nametal. Ne. In to so bili, ne vem, pharma investitorji, big companies, Siemens, Roche in ostali. Ne. In pač malo se, potem pa najdeš nekje tisto razmerje med pravo zgodbo in pač med tvojo ciljno publiko, kar pa je po mojem optimumno. Okay. Zdaj pa še tvoj pogled, v bistvu, kaj je manjkalo Dori, ko je prišla do vas? In je to možno posplošiti v bistvu na večino teh tehnoloških startupov na svojih začetkih, ko bolj izhaja iz produkta, kot pa mogoče... Mogoče zgodba je malo drugačna, ampak se da aplicirati na zgodbe drugačna, ker mi se poznava. Jaz drugače nisem delal zgodb ali pa, jaz sem product guy, mi smo videli, da je tu gap,
Se pravi, da je luknja, ki jo imajo firme, kot je Kristjanova, ki ne znajo več vizualno in sploh predstaviti. In jaz sem mislil, da bi bilo treba ta produkt narediti. Slučajno s Kristjanom je bil ena redkih strank, s katero sem jaz delal osebno, ki so več kolega. Kaj smo mi delali in kar je mogoče drugače, kar je drugače, kar recimo Kristjano, verjetno agencija ne bi mogla pomagati, je, ker jaz sem pičal pred Kristjanom. In smo lahko na nekem osebnem nivoju, sem razumel, kaj ni manjka. Ne? Ni mi manjkalo, da nisi mogel tako plastično prikazati. Ne? In ti, ko predstavljaš svoj produkt pred ljudmi, ne da so neumni, ampak to so ljudje, ki so prej poslušali, ne vem, photosharing app, potem so poslušali novi photosharing app, potem pa pride Kristjan, ki jim predstavi algoritme, machine learning, computer vision, tako, what the fuck, ne. In potem potrebujejo Bogdana pa zgodbo, da to plastično predstavijo vsem ljudem, ne. In ko smo mi delali največ, da smo se pogovarjali, pa to delali scenarije, pa da je bilo meni jasno, ker če meni jasno, potem je vsem jasno. I'm a stupid guy. Cool. Tine, kot zaprisežen pripovedovalec in kreator zgodb, katera zgodba ali pa brand z njo povezani z otroštva ti najbolj ostala v spominu, se spomniš in zakaj? To nisem zdaj pričakoval, ne, tako da ti tudi verjetno ne bom odgovoril, konkretno Kera. Čebelica Maja, ni ne vem kakšen brand. Maček Muri, ne vem, recimo je imel lani neko obletnico, ne, pa sem to zaznal, tako da verjetno me spremlja. Ne. Ampak ja, definitivno je pač neke stvari, ko se ti na emotivni ravni povežejo s tabo, so to najmočnejše vezi in tudi najbolj dolgoročne. Ne. Tako da zagotovo imam kako od njih, ne. Zdaj iz glave se ne spomnim, pa vsak ima verjetno. Ne. Tako da to je v bistvu point zgodb, ne, o kateri govorimo. Jaz govorim o zgodbah, ki prodajajo, ne, ker konkretno prihajam iz tega sveta, oziroma o nekem storysellingu, ne storytellingu. Se pravi zgodbe, ki se razlikujejo od tistih, ki so zvečer povedane za uspavanko, ne, ampak so zgodbe, ki imajo nek konkreten namen na trgu, se pravi reševati nek problem nekega naročnika oziroma brenda, produkta, storitve, z neko strategijo, z nekim kontentom in tudi z konkretno neko eksekucijo oziroma z nekim procesom, ki mora manifestirati to, kaj je tam napisano na eni ali pa na dveh straneh ali pa samo skicirano. Ne. In vse to mora biti usklajeno, da je lahko učinkovito na koncu. Ne. Se pravi, in potem, ko to začne živeti na trgu, rešuje nek problem, ki se je na začetku pojavil. Ne. In to je pol nek tak loop. Ne. Zdaj pa pravijo danes, ne, recimo v našem svetu oglaševalskem polnim nekih floskul, ne. Recimo ena od njih je 360 advertising, se pravi, ki mora biti v bistvu nek zaokrožena celota, ki vključuje vse neke medije, kanale in tak dalje, ne. Je pa še ena bolj floskula, ne, ki je še bolj moderna, ne, je pa 365, ne, se pravi 365 dni moraš biti v bistvu prisoten, stalno komunicirati, stalno se družiti z svojimi ciljnimi skupinami in stalno z njimi ustvarjati in soustvarjati neke zgodbe, ne. Tako da recimo jaz gledam na brende kot na frende, ne. Probam komunicirati v bistvu simple, tako kot bi recimo rekel nekomu, če bi ga na ulici srečal, kljub temu, da zadaj piše, ne vem, nek velik brand in tak dalje, ne. Tako da to je v bistvu ful pomembno, ne. Ti priješ, rečeš zdravo, jaz sem ta pa ta, ker od njega želiš, ne. Se pravi, prvo mu hočeš nekaj povedati, pa hočeš, da on nekaj naredi, ne. In to je nek cel tak proces, ne, kjer pač... Zdaj, ti si pripravil nekaj izhodiščnih slajdov, mogoče zdaj, ko si začel že o nekih teh v bistvu okvirih zgodbe, mogoče si jih pogledamo, si za to? Ne vem sicer, kako imaš tukaj, ne. Recimo, mogoče lahko začnemo s 3 točkami, ne. Recimo, to je neko moje vodilo vsakič, ko se lotim neke nove kampanje, neke nove zgodbe, ne, in to so v bistvu 3 točke, ki ti držijo neko ploskev, se pravi, na kateri lahko gradiš, ne, in so nujne, da so odkljukane, ne, se pravi, kdo in kje je publika, moraš ti v prvi vrsti vedeti, ne, se pravi, dostikrat rečejo klienti, vse nagovarjamo, ne, vse Slovence in tak dalje, to pač ne more biti, zato ker enega najstnika zanimajo drugačne stvari kot enega upokojenca in ima tudi različne potrebe in tak dalje, ne, se pravi, v tej fazi moraš žrtvovati en kup ljudi, da lahko eno manjšo število ljudi natančneje in z večjim izplenom nagovarjaš, ne, se pravi, ko pa točno veš, kdo je tvoja ciljna skupina, tudi veš, kje je tvoja ciljna skupina, ne, in v bistvu lahko določiš neke kanale zelo natančno, kako do njih priti, ne. Druga stvar je,
da tvoja zgodba postane njihova zgodba. Ne. To je recimo ful pomembno in ful redka priložnost, da ti to dejansko uspe, lahko pa dejansko to ustvariš. Se pravi, neko platformo, kjer tvojo zgodbo nastaviš tak, da imaš zaezeno, se pravi, da imaš neko špuro, ki pa aplikativno na vsakega posameznika. Ne. In v bistvu, ko ti svojo zgodbo daš v uporabo drugim ljudem, ne, da dajo del sebe noter, jo bodo raje širili dalje. Ne. Se pravi, ti jih spreminjaš v bistvu iz poslušalcev v pripovedovalce tvoje zgodbe. In takrat si v bistvu že kar zmagal, ne, če postanejo ambasadori in tako dalje. Ne. Imam par caseov, ki ravno o tem govorijo, pa jih lahko pol pogledamo, pa se vrnemo. Mogoče samo, če malo stanemo pri tej točki, kako bi lahko v bistvu Adora, ki dela pripomočke za kirurge, spremenila kirurge svoje ambasadore? Oziroma, mogoče to že so? Mogoče en komentar. Ja, definitivno razumeti njihov svet, ne, se pravi, dobro poznati, v bistvu, kako oni razmišljajo, kaj so njihove težave, se pravi, tako je rekel Damjan, ne, da ljudje ne vejo, kaj v bistvu počnejo, oziroma oni, ne, se pravi, imajo super stvar, ne, ampak noben je ne razume, ne, in se pravi, kako v bistvu to narediti tako, da bodo vsi razumeli, ne, se pravi, njihova stvar rešuje nek problem, tako vsak produkt rešuje nek problem, mogoče tudi namišljen, ne, in v bistvu tukaj je pomen te zgodbe, ne, se pravi, kako to skomunicirati, ne. In lahko imaš ti super stvar, pa je ne boš spravil do ciljne skupine ali pa do vseh, ki bi jih lahko, ne. Če pa imaš v bistvu neko to vezivo ustvarjeno, ne, ki je lahko napolnjeno z emocijami, kar ti zagotavljajo zgodbe in tak dalje, ne, na pravih kanalih in potem še vključiš recimo prave ambasadore, prave ljudi, ki ti to zrepetirajo, ne, pol pa stvar že nekako ima neko pravo pot, ne. Ok, cool. Ja, izvoli. Ful se strinjam s Tinetom. Kristjan bo povedal, kak je cool delati zgodba in ko imaš kirurge za stranke, ne, in channel partnere, ampak mogoče lahko Kristjan ravno o tem pove, kak je ful zanimivo, ko imaš zgodbo, ki ti jo more ful različni ljudje kupiti, ne. In ko imaš, pri Kristjana je cool zgodba, ne, in pri Adori, ker je v bistvu tvoja ciljna skupina 10 ljudi od milijarde, ne. In je ful dobro, ne, da delaš in točno veš, za koga delaš, ne, in je ful... Ne bomo skrajljali. Ne, ampak povej, mislim, kak je ful zanimivo zgodbo peljati na 10 ljudi od milijarde. Ja, ali pa mogoče še nazaj, no, kot si rekel, kdo je publika, ne. Mi smo imeli srečo, da naš Pain je prišel iz tiste nišne ciljne publike, ne. Ti si prej omenil Bogdana, skoraj sem ga že pozabil, ne. Skratka, naši prvi intervjuji so bliže z uporabniki, katerimi smo reševali Pain. In ko smo govorili s kirurgi oziroma z nišno publiko, so zelo hitro razumeli in so nas vzeli kot za njihove, ne. Problem, ki pa je bil to predstaviti potem izven tega, ne. Recimo tako zdaj tukaj, ko sem rekel, da rešujemo probleme pri posegih, da dostavljamo podatke na brezkontaktni način, je bila tema, ne. Ampak če poveš to kirurgu, je takoj ve, ok, saj med operacijo, hočem dostop do podatkov, takoj ve, kakšne ima recimo tipične operacijske posege, ne. In potem smo res to mogli po eni strani nišno nadaljevati, po drugi strani pa aplicirati na širšo publiko. In tukaj je ta zgodba z Bogdanom, ki smo ga dali na prvi slajd, ful palila, ne. Da pač tisti, Bogdan je kdo? Bogdan je naš prvi doktor Bogdan, early adopter, s katerim smo začeli 2 leti nazaj, ne. Ampak poanta je bila tisti prvi slajd, ko je bil kirurgor, ne, so vsi, če drugo niso razumeli, da pomagamo reševati življenja, ne, in je že takoj bil tisti vložek zraven, ne. Ne, to so tvoji ambasadori v bistvu, ne, ki jih pač ne znajo komunicirati, ne znajo uporabljati socialnih omrežij, ne znajo, imajo pa verjetno dostop do nekih znanstvenih revij, kjer je spet tvoja publika in tak dalje in tak dalje, ne. Tako da v bistvu, kako uporabiti te resurse, ne, ki so tvoji repetitorji, ne, je pa pač potem stvar ekipe, ki stoji za tem, ne. Kaj je ta pojem repetitor v kontekstu ustvarjanja dobrih zgodb? To sem si jaz mislil, ja. Jaz govorim o limanicah in repetitorjih v zgodbah, ne. Limanice so tisto, kaj privabi tvojo pozornost, ne vem, ali je to nek joke, ali je to neka presenetljiva vsebina, ali je to, ne vem, neka budalaština nepričakovana. Repetitorji so pa v bistvu sredi stavka, ki v bistvu pospešijo zanimanje, se pravi, ko pada, da ga dvigne, ko pada, da ga dvigne. In to v bistvu more, tudi če pišeš članek novinarski ali pa karkoli, morajo te stvari biti notrne, da ga ti pripelješ do konca. Pa on, wow, ne, kak se lepo bere, ne, zaradi takih stvari in te so v bistvu moraš vedeti, ki jih dati not, isto je v kampanjah, isto je v spotih, isto je v filmih in tak dalje, ne. Ok, če gremo naprej, da vidim, kaj je.
Naslednjega. Lahko to pokažemo, recimo, ne, ta se nanaša na prvo točko, ne, se pravi, da moraš poznati, kdo je tvoja publika in ki je. Ne. Zdaj, ta konkretni primer je iz ene kampanje, ki je ful stara, 5 let, mislim, da ali pa še več, ko je nova KBM lansirala to blagovno znamko za mlade, Sveta vladar. Ne. In takrat je v bistvu mladim, ki itak niso zainteresirani za nič kot za iPhone, pa Zaro, pa za sebe na Facebooku, ne, jim je pač imela namen prodajati bančne račune, varčevalne račune, depozite in ne, ni šanse. Ne. In pa še nova je bila, noben tega ni poznal. Ne. In pol v bistvu smo iskali spet nek kanal, ne. Se pravi, ko smo mi zdefinirali to publiko, da so pač to ljudje, ki hodijo v osnovne šole, srednje in pa na fakse, kjer imajo v različnih teh obdobjih tudi različne probleme, izzive in tako dalje, ne. Smo vedeli, kako do njih priti, ne, in takrat je recimo se poklopilo z to popularnostjo stand-upa v Sloveniji in je to postal naš kanal. Se pravi, ok, gremo mi ustvariti neko zgodbo, ki bo v stand-up formi, se pravi 1 uro stand-up igre o pomenu financ v odraščanju mladih, recimo, ne. In ker je imela tudi neko edukativno moment, noto, ne, se pravi, smo uspeli tudi priti na šole, ne, kar je v bistvu amazing, ne, se pravi, ravnatelji so rekli, a ja, izobražujete, ne. In to je v bistvu šlo potem za za enourno druženje z brandom, ne, ki je v bistvu zelo agresivno zbrendirano, ne, v bistvu full simple, ena ta kulisa, en stol, pa 3 stand-uperi, ne, vse to, kar rabiš, da gre v kombi in ne, lahko to je en sketch, recimo, lahko ga zavrtimo, ne. Ne moraš biti srečen, da imaš službo. Mislim, moraš najti pozitivne stvari. In to sem prvič pomislil, ko sem se enkrat sprehajal tam po Celovški cesti in sem videl enega tipa, ki je pobiral povoženo mačko. Se nisem mogel, kaj sem prišel do njega, sem rekel, stari, kako človek na koncu dobi tako službo. Me je pogledal in rekel, veze in poznanstva. Ja, veze. No, ne, pač tu gre za enourno seanso smeha, dobrega občutka in tak dalje z blagovno znamko se družiti, ne. Jaz dostikrat rečem, da so včasih brendi oziroma so potrošniki bi dali vse, da pridejo na žure od brendov, ne. Danes se pač mora vsak brend prekleto potruditi, da pride na žur, kjer so potrošniki ali pa da sploh ga spustijo medse, ne, se pravi, da mu prisluhnejo, ne, sploh če je neka nova blagovna znamka, ki jim prodaja stvari, za kateri jim dol visi, ne, kaj pa je mlademu nek depozit, razumeš, what the fuck, ne. In to je v bistvu recimo način, nek nov kanal, ful močna vsebina, content, in ki v bistvu se odrazi v neki izkušnji, se pravi, z blagovno znamko, ki je pozitivna in tak dalje, ne, z repa v bistvu v logotip in tak dalje. In potem je dalje poservisiran z vso promocijo, z produktno komunikacijo in tak dalje. To pa je recimo mehki del, ne. Cool. Zdaj vse sigurno zanima, zdaj, zakaj je ta Oprah tukaj gori. Ja, ne, to je recimo, to je pa druga točka, ne, se pravi, ta platforma, kjer tvoja zgodba postane zgodba drugih ljudi, ne, in postanejo tvoji ambasadori, tvoj glas in to je v bistvu neka najmočnejših stvari, ki jih lahko si brand sploh zamisli in želi, ne. Lahko spustimo, se bomo takoj vedeli, zakaj gre. Da, upravno. Zero airplay, nothing. And the next thing you know, we put out the video on November 21st, all of a sudden, boom. Boom. I mean, when I say boom, You mean boom. yeah. And we were like, what's happening? Okay, first of all, people are putting up their own videos. Yeah. It was like no longer my song. Yeah. I It think we like- actually have a tape. Can we roll the tape of that? When people started putting videos around the world of themselves getting happy. It might seem crazy what I'm about to say. Slovakia, Portugal. Here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Just amazing. Clap along if you
Makes me cry too. Makes me cry too. Ne, in recimo njegov spot je bil zelo simpel narejen in zelo simpel za posnemat. Ne, in to je bil v bistvu tudi plan. Itak, ne. Oni so naredili tudi 24-urn ta play, se pravi, in naredili so potem page, kjer so lahko ljudje objavljali iz svojih mest, ne. Tudi Maribor je tam se potem znašel in tak dalje. Ne. Se pravi, to so strateško premišljene stvari, ne, kljub temu, da potem rečejo, ja, nismo vedeli, da bo to single. Ne. In v bistvu gre za neko simpel platformo, ki je enostavna za posnemat in v bistvu ni velike razlike med njegovim videom in videom teh ljudi. Ne. In to je v bistvu neka pol taka zelo, zelo močen moment, ki je za njega, za film in tak dalje, je neprecenljiv, ne, v bistvu. Tukaj, kaj se zdaj rekel, je ravno to, kar morajo, ne vem, startupi delati, ne. To je growth hacking 101, ne. In če imaš ful malo resursov, več pogledaš, kako lahko najbolj, mislim, oni so imeli resurse, ampak kar je ful pomembno, da se učiš od Colina Farrella, da pogledaš več, kako lahko pohackaš en kanal in ga pač ovnaš, ne. Mislim, Colin Farrell Williams. In pač ovnaš ta kanal, ne. In oni so pač čekali, da bojo šli na ta YouTube audience, da pač čim hitreje lahko uploadaš, pa si del te zgodbe, ne. Zdaj pri Adori, itak da ne greš na YouTube, greš na LinkedIn, kjer so tvoji pač useri in jih tam pač bombardiraš z kontentom, ki ga oni dalje šerajo in so del tega, ne, ni striktno šeranje, ampak so del tega in ga obogatijo, ne, imaš, ne vem, infografike, zalepiš gor na en boring članek o computer visionu v healthu, pa pač, kot bi Gary rekel, ga Je v omaš. business to business v bistvu enako, veljajo ti enaki trije principi kot v business to customer, skratka v nekih masovnih produktih, torej ti tri temelji nekih dobrih zgodb. Kaj misliš? Kaj mislite vsi trije? Jaz mislim, da v neki meri definitivno, ne, to je zdaj zelo izhodišče, se pravi trije temelji, na katerih ti stoji zgodba, na dveh ti ne stoji ploskev, na štirih pa ti stoji isto kot na treh, ne. In zato sem jih jaz čim bolj probal zreducirati, da mi olajša to delo, ne, naprej, ne. In v B2B komunikaciji pa so valjda tudi neke druge zakonitosti, drugi kanali in tak dalje, ampak definitivno pride do neke točke, kjer ta B2B komunikacija postane tudi B2C, verjetno, ne vem, ne, tudi ali z njihove strani, ne, in potrebuješ spet neko zgodbo, ki je poenostavljena, ki je manj tehnična, ne, in kar je recimo prej Damjan rekel, ne, da je treba narediti enostavno platformo, katero ti želiš, da jo drugi uporabljajo, ne, ker lahko imaš ti, ne vem, super nagrado, super neko, kaj jaz vem, aktivacijo, če imaš ti zapleten obrazec, če poenostavim, ne bo ti prišlo prek, pač ljudje nimajo tam več kot 5 sekund, ne, in če pa imaš ti zamenjaj operaterja elektrike, tako je delal recimo GNI, ne, pa si imel tam 3 steps, cp, in oni so prišli in ti potrkali, ja, tu imaš, evo ti še darilo, druga položnica je naša, ni panike, veš, in če pa imaš ti tam raziskovati, pa iskati, pa je osip bistveno večji, ne. Vprašanje za ti, ne. Pač kar je ful zanimivo, kar si recimo startupi si neče se ne more privoščiti, da imaš slabi produkt, da nimaš problema in da launchaš nekaj, ker nimaš casha, ne, in nimaš casha za marketing, za advertising, za branding, ne, ker se ful strinjam, da pač startupi pozabljajo na branding, pač pa delajo produkt, pač to je napaka. Ampak po drugi strani ne pa so ful ori tem, da imajo dober produkt, ne, in potem fora včasih pri velikih brandih pa ravno to, da naredijo fuller marketing, fuller advertising, ne, pa je shit produkt, ne, in imaš dolge obrazce, ne, če parafraziram. In recimo, pač ne, jaz mislim, da pač imamo recimo startupi dobre zgodbe, ker smo prisiljeni imeti dobre zgodbe, razumeš? Mislim, si prisiljen, če ne znaš prodati, pač ne boš do investicije in boš pač nazaj v McDonald's delati, banaliziramo, ampak, in se pač fucking pressure je, ne. Medtem, ko če imaš mogoče večje brande, imajo malo tega tampon cone večje, ne. In po moje, če po defaultu moraš boljše pač pičati, ne vem, tudi če si, ne vem, computer science PhD, mislim, da moraš, pač si prisiljen, ne vem, Kristjan, jaz ga poznaš od prej, ne, jaz vam povem, da je precej awkward, ne, pač, tak precej introvertiran človek, ampak zdaj, ko ga poslušam, pač je čudovit, ne, in pač moraš. To je zaradi piva. Ne, ampak to mi je pač zanimivo. Mogoče ni vprašanje, ampak je. Ja, se razumem vprašanje, ne. To je oboje isto nevarno, ne. Se pravi, če imaš ti dober produkt in slabo zgodbo,
si v bistvu nisi produktu dal to, kaj si zasluži. Če imaš ti dobro zgodbo in ogromno denarja in posiljuješ ljudi, pa imaš slab produkt, se ti tudi znaki potem priti, sploh danes, ko imamo vsi smartfone in tako dalje. Ne. Zdaj, enih zadnjih problemov je pač, ne vem, Volkswagenova afera in tako dalje. Ne. In je v bistvu ima velike posledice. Ne. Dobro, zdaj, kaj je v ozadju, pač so različne teorije, ampak ne, ti lahko en čas v bistvu probaš pretentati ljudi in tako dalje, ampak pride slej ko prej nek reality check. Jaz pravim, da na trgu vedno nekako se vse to pogliha. Ne? In to je tretja ta točka, v katero jaz ful verjamem, je pa iskrenost pa pristnost. Ne? Se pravi, don't lie. Ne? Včasih lahko rečeš, we are number 2, but we try harder, tako je Avis govoril. In oni so iz tega naredili milijardni biznis, ker so rekli, mi nismo najboljši, mi smo drugi, najboljši je, ne vem, Hertz, ne? Ampak bomo se zato pa ekstra mile za vas potrudili in to je folk kupo, ne? Veš, spet so naredili zgodbo iz tega. Zdaj, ne smemo se biti iskreni, ne? In to je recimo v startupih pa v teh Kickstarter filmčkih je ful pomembno. Jaz sem Jure in to je moja zgodba, ne? Se pravi, in iskrenost pa avtentičnost je ful, ne vem, če je tam ta Brigita Bukovec z McDonald'som, če je not, je v bistvu en tak zelo zgovoren video, ne? Ne, ni. No, v glavnem, če ste že kdaj videli na webu filmček, kjer Brigita Bukovec govori o McDonald'su, ne, in v bistvu stoji pred nekim plakatom McDonald's in govori, mi športniki lahko mirne vesti pripeljemo svoje otroke sem, ker tukaj bodo jedli uravnoteženo hrano in v bistvu oči švigajo in glas se trese in tak dalje, ne, in to je v bistvu popolna laž in vsi so to dojeli kot laž in so raztreščili na forumih v sekundi. Ne? In recimo za kontra zgodbo, ne, lahko povem, sem bil 2 leti nazaj v Torontu na eni konferenci, kjer pa je bila govornica kanadska zastavonoša olimpijska in kapetanka hokejske reprezentance Kylie, pač en kup zlatih kolajn iz olimpijskih in je rekla, mi vsi vemo, da je McDonald's tam glavni sponzor in da je v vsaki olimpijski vasi McDonald'sova restauracija, ampak restauracija je prazna, dokler so tekmovanja. Pol na koncu šele mogoče kdo pride, malo ta neki guilty pleasure ne, si privošči, ne. Drugače pa vsi vemo, da je to krep. Medtem ko Brigita Bukovec pravi, mamice, peljite svoje otroke v, ne, ker je tu ravnotežena hrana, zadaj pa letijo, ne vem, pomfriji, ko se pečejo. Ne. Valjda folk tega ne kupi. Ne. Zdaj pa recimo na takem brandu, kot je McDonald's, neka Brigita Bukovec ne more pustiti škode. Ne. Lahko pa, ne vem, LeBron James ali pa ne vem, kaj se vem, kdo je sponzoriran od njih. Ne. Če bi se to taka afera zgodila, lahko zaklenejo ali pa v bistvu z nekim kriznim PR-om lahko rabijo vojsko, po moje. Kristjan, torej zgodba, produkt, denar. Kaj še vam ful manjka? Oziroma, kje vidiš ti razen očitnega odgovora? Mogoče še prej komentar na tisto nazaj, ne, o 3 temeljih. Se absolutno strinjam, ali ste B2C, ali ste B2B, ali ste B2B2C. Ko boste imeli te 3 temelje, boste nekako potem našli vaše kanale naprej. Ne. Recimo, mi smo imeli ful dober produkt, ampak je bila težava, kar zdaj nailati ta pain ali pa tisto zgodbo naprej posredovati. In dejansko ko smo začeli z Bogdanom, pa nekako z našim tistim logotipom, ne vem, we help surgeons, ne, kar si vsi vzamejo za svoje, ne, ker takoj njim pomagamo. Ne. Potem pa še spodaj while minimizing risk. Ne. In zdaj, kaj dobivam feedback, recimo, ne vem, Irska, Nemčija, ko govorim z njimi, je ta logotip takoj se istovetijo, recimo, ko vidi first pager, gre dalje brez zgodba. Ne. Po drugi strani pa za B2B, potem na ta način tudi takoj dobiš, ne vem, kanal naprej, se pravi, ali je to distributer v lokalni državi, ki so potem že specifični kanali. Ne. Cool. Toliko samo. Ok, jaz vem, da smo zdaj ful dolgo vas pustili čakati, da ste že ful nervozni, pa čakate, da lahko kako vprašanje postavite, tako da evo, izvolite. Pa ne vsi da enkrat, tako en po en. Prosim. Se lahko tudi prekinete vmes, ne, to je vedno ta awkward situation, zdaj morate vprašati, ne. To pač ni. Recimo v Ameriki, ne, ko si pa na teh konferencah, pa se grebejo za ta mikrofon, ne. Ne. In pol vpraša, ne vem, kaj si jedel za kosilo? In on, that's a great question, that's amazing, razumeš? Ja, so true, yeah, I ate lunch today, razumeš?
Tako da to ni, mislim, če kdo vmes kar uletite, ne, zdaj pa teh awkward momentov po moje ne rabimo, ne. Okay. Lahko mi njih kaj vprašamo, ne. Daj vprašajte. That's a nice question, man. Tako da, ne vem, mogoče lahko gremo še na kak case. gremo. Recimo, če pokažeš tisto, Če grem nazaj. ta recimo naslednja, ne, to je en projekt, ki v bistvu vključuje vse te tri, ne, se bomo, mislim, da imam case study filmček, lahko pol pogledamo. Ja, daj, spusti tega, pa bom pol pokomentiral, ne. When you're young and full of ideas, a good bank can get you more from life. But kids don't want banking flyers to teach them about their life dreams. They'd rather look up to their idols and follow them with respect and admiration. That's why we joined forces with the most popular Slovenian hip-hop artist Zlatko, who was just about to release a new, highly anticipated album called Living My Life. The Sveta Vladar Youth Banking brand presents 1 week through the eyes of a role model. Folk, to je naš časovni stroj. We equipped Zlatko with Google Glass, hacked its batteries, and offered youngsters an unforgettable experience. He live-streamed his life, taking us to the studio. Smo po moje prva ekipa na svetu, ki smo se odločili za tak projekt. CD production process. Ok, a se hecaš? Evo folk, moj prvi CD v roki. Street galleries. Tukaj lahko dejansko skozi moje oči vidite, kaj pomeni hip-hop kultura. Rehearsals. Concert stages. Za vas in en pozdrav za gledalce, ki vas gledajo. Lots of interviews. Fun times with family, friends, and fans. Zaklemna. Ja, za mojega fanta, to je tak fan. And of course, using banking products, showing how simple and convenient they are. Financial content also evolved into some classical advertising. The center point was the Sveta Vladar branded website with live stream and chat, prize games, and special banking offers. Thousands of young people from all over the country watched the live broadcast. But they weren't just watching. The real-time interactions among youngsters and Zlatko were constant. Rad bi videl vaše predloge, kje bi me radi imeli za soseda. Through live chat. Lega, Prekmur je prav tipno. Social media. Na Instagram, #SvimLive. And of course, daily on the streets. A bi ti imela mojo novo ploščo? A ti jo lahko pošljem po pošti? Prosto. The press was impressed. Reperja smo namreč izbrali za zvezdo tedna. All relevant media reported about the campaign in prime time, and besides this, we generated more than 29 million brand impressions. We practically reached all Slovenian youth. Folk, jaz sem Zlatko, živel sem svoj life, en teden, ki traja 8 dni, ste ga lahko živeli z mano. Peace out. Ne, in kaj je fora pri tej kampanji, ne, ki je v bistvu je nagovarjala, vedeli smo koga, se pravi mlade, ne, ki jim ponuja neko ekskluzivno vsebino, se pravi, da gledajo z očmi svojega idola, ne. Tehnologija je tukaj bila kanal, ne. Se pravi, zgolj ta tehnični pripomoček in neka fascinacija, ki ti jo omogoča, nekako v bistvu priti na nek drugačen način do mladih in posoditi Zlatkove oči mladini, ne. Druga stvar, kar je bila tu, je bilo res popolnoma iskrena kampanja. Se pravi, bolj kot live streamati to, kaj on dela in kaj se njemu zgodi, ne moreš. In kaj se recimo konkretno zgodilo, kot neka anekdota, ne, zakaj so take kampanje full riski, ne. On je uletel v eno soboto v poslovalnico bančno in pač uslužbenka na okencu, ki valjda ni vedela, da je kampanja ta zunaj, mu lagano reče, da ima zablokiran račun, ne. In v bistvu tam full folka gleda ta live stream in on pravi, ne, nimam, ne, pač glih to, da ni rekel, čas delam za vas, ne. In pravi ona, ne, zablokiran račun imate, ne, in pol on gre pač ven in začne bentiti o politiki, o državi, o vsem skupaj, ne, da smo ga mogli pač po telefonu umiriti, ne, gre na sladoled, ne, in njemu so se zjutraj pač vsedle neke kazni stare od prekrškov in tak dalje in so se mu vsedli na račune in to je stvar, ki se ti lahko zgodi, ki je ne moreš predvideti. Lahko ti Google Glass padajo in nimaš drugih in gre kampanja adijo, ne. Ampak izplen, ne, ko pa enkrat to pride skozi, pa je dosti večji, ne. Recimo konkretno mi smo imeli za to kampanjo, mislim, da dobrih 6 jurjev medijskega budžeta, ne. Zgenerirala pa je, mislim, da okrog 70 000 pri
kako se temu reče, prigaranega oziroma prisluženega medijskega budžeta. Spravi, z vsemi temi objavami, ker so videli, da je to zanimiva zgodba, ker je tukaj bil zanimiv endorser, ker je bila tu zanimiva tehnologija in tak dalje, ne, so pisali o tem, so prišli, so se odzvali in tak dalje. In to je v bistvu tisti budžet, ki ga več klient danes nima za to, ne, 70 jurjev. Ne. In ti pač, njegovi apetiti so pa še vedno isto visoki in zdaj kako to zagotoviti, v bistvu na neke te načine. Ne. In to je v bistvu full riski projekt, hkrati pa, ker ti je toliko riski in se ga bojiš, vsak v timu da 110% in to je dejstvo. Jaz sem že 100-krat to si dokazal in videl od ekipe, ne, kot pa če neki projekti, ki si že 100-krat delal, ne, pa jih malo tak po liniji na manjšega odpora sfuraš. Ne. To v bistvu, Kristjan Damen, to je v bistvu startupovski vsak dan, v bistvu, da hodiš po meji, da delaš na 110%, drugače, v bistvu, ker si na drugi strani toliko omejen z viri, ne, imam prav. Ja, mislim, poanta, kot je rekel Tine, mogoče pač ekipa, ne, se pravi, vse se suče okoli ekipe, mi smo imeli srečo, da smo tako dobro ekipo skupaj dali, ki še zdaj dela 110% ali pa še več, kot treba. In ko imaš ti dobro ekipo, ko imaš neko vizijo, strateški cilj, recimo, ki imamo mi zdaj konc leta, pa naslednje leto, veš, zakaj garaš, imaš že produkt, ki mora iti skozi neke regulative, postane del vsak dan, ne, ampak ne se pa zdaj s tem zafarbati, ne, kljub temu si vzamete cajt, odpočite se, ite na vikende, ite na more, ker pač prazna glava dosti boljše dela, ne. Cool. Mogoče še, Damen, ti pokomentiraš. Kar se meni zdi cool je, pač zelo pomembno, kar pozabimo, je, da je pač to interna zgodba, da ekipa je poistovetena s to zgodbo. In pač to mogoče ni zdaj nujno brand ali če zdaj logo, ampak da če imaš malo firmo, ki dela 110% ali pa 210%, je pač cool, če vejo, zakaj delajo, pa to pač itak v startupu ni cash, ne, to vsi vemo, ne. In potem pač delaš, ker je cool, ne vem, jaz vedno rečem, ne vem, na Edgarju nam je bilo, niso morali nič delati, ne vem, ampak je Edgar pač cool brand in ne vem, tam je Jernej recimo, ki pač lahko pomaga, Edgar je tu Matej, ki lahko pomaga, pač, in so ljudje pač kar rekli, ok, pač I'm Edgar, ne, in je bilo cool, ker so postali del te zgodbe. In recimo jaz ne ownam Edgar, jaz taj trenutek sploh ne ownam, ne. Pač Edgar ni moj, Edgar pač od vseh in smo naredili ravno to, ker drugače si nismo mogli privoščiti, ne. Če imaš ti nekaj tako zgodbo, jo moraš odpreti, ne, in tudi super, če delaš nek produkt, da ga narediš takega, da se predvsem ekipa vidi not, no. In da ekipa reče, ful dobro, če mogoče to, če je to lepi dizajn, hvala Bogu, ne, da ne gleda tistega prekleto grdega skrina, vsak dan reče, shit, how to programirati, ne, ko še je programiral grdo, pol veste, da je slabo, ne. Ne, ampak ne, mislim, ne vem, dejansko pomaga, če imaš to zgodbo interno predvsem, potem postanejo ambasadori, ne, tvoji delavci, sodelavci, ekipa so najboljši ambasadori in najcenejši marketing, ne. Cool. To je recimo ful pomembno, kaj je zdaj Damjan rekel, to je prej Luka govoril na delavnici, ko smo imeli, ne, oni so v bistvu bili friendi, Bright Visuals, ne, friendi iz skaterskih časov in iz tega je potem izhaja njihovo to filmanje in tak dalje in njihov v bistvu uspešno malo podjetje, ki v bistvu raste, ne, in zato, ker vsi to čutijo, ker so del zgodbe in to, da pač ni denarja v tem, v začetku ga ni, riziko pa so stroški in tak dalje, oni tudi recimo produkcijska ekipa mora zalagati agencijam, da lahko sploh snema, plačilni roki so 3 mesece, itd., razumeš, zdaj pa živi, ne, ampak ko je to enkrat tvoje, ne, pa počasi držiš, si pomagaš in tak dalje, slej ko prej pa mora se tudi nekaj v tem finančnem smislu poznati, ne. Je še samo nekaj ful kratkega dogodka, ker ti si prej rekel, v Ameriki, pa v Kanadi, cool. Kar je ful zanimivo, ne vem, ker seveda smo rušili v Ameriki, ne, so vsi, that's fucking awesome, do you need a co-founder? Potem priješ cen tak, ja, vredo, ne, ta zgodba, ne, pri nas je ful težko, da nekdo postane del zgodbe, ful težko, ne, in se treba ful bolj potruditi, ne. Tam so ljudje ful entuziastični, ful skočijo, ja, I'm in, man, potem se čez 2 tedna so out, ne, ampak ti se 2 tedna pa je ful, ne. In to se mi zdi, tega entuzijazma ni, ne, ampak oni tega zgodaj pa znajo prodati, nula, ne, pač ko piča oni, mi smo bili na odru z nekimi ljudmi, ki so res, pač 100 pred nami je photosharing app imelo, ne, do you really need another one, ne, in potem tak, ampak ne, so ful verjeli to, in potem ko vidiš, da oni sami verjamejo to, ne, pač, you better make it, ne, in potem imaš te zgodaj, ko ful verjamejo, ne, in pri nas folk, ne vem, ne znamo zgodb delati, ali pa pač enostavno smo bolj tako lepo vzgajani, ne.
Nismo, malo smo zavistni, ne, v Sloveniji. Se pravi, nekdo, ki ima uspešno zgodbo, se mu hitro reče, to je krep, pa se mu v bistvu pokaže predvsem negativne stvari temu. Ne. Razlika za to Ameriko, ki je sicer zafejkano, entuzijastična, overexcited in tak dalje, ne, bodo prepoznali v neki dobri zgodbi pa vseeno svoj benefit, da gre na tvoja krila. V Sloveniji recimo ali pa v naših nekih glavah se krila režejo, tam pa v bistvu grejo na tvoj hrbet in probajo iz tebe iztržiti nekaj. Ne. Tako da tukaj recimo, če ti nekdo reče, da ful dobro delaš, razmisli, mogoče ne delaš tako dobro, ker te hoče samo, ne, ko pa so ti favš, pa samo piči, ne. Dej, Kristjan, tvoja izkušnja, skratka ta primerjava, ne vem, dojemanja vaše zgodbe med slovensko populacijo ali slovensko ciljno skupino, pa recimo ameriško ali pa še kako drugo, ki si jo spoznal. Se tvoja zgodba drugače dojema, interpretira, je manj te zavisti v tujini, kot je tukaj? Pa isto, recimo, če smo pičali tukaj ali pa rečemo predstavljali kirurgom bilo kateri lokalni bolnišnici, tisto navdušenje, ki ga primerjaš z navdušenjem, ki ga dobiš s kirurgom na Irskem, zdaj smo bili pred kratkim, pa mogoče sem sedel z Johnny Walkerjem, ne? Torej ne whisky oseba dejanska, ki je imela svoj startup nekaj let nazaj podjetje, exitalo ful veliko, skratka ni želel nekega equity, ampak je rekel, da si vzame čas. Pogledal je, kako rešitev imamo, rekel je, da bi nas že imel med posegom zraven, pa ni bilo časa, ker smo ravno kar prišli popoldan. Sedeli smo na kavi, pičali smo, oziroma kar gledali rešitev, rekel, show me this, show me that, man, that's great, I would like to use it, where were you today? Potem pride mimo CEO, reče, ga on pomaga, pridi, dajmo to pogledala, pride CEO, pogleda rešitev, pride še drugi kirurg, še on testira rešitev. V 2 urah sem imel feedback od CEO-ta, od kirurga, od ortopeda, pa še od 2 mimoidočih. Da bi to želel narediti, recimo konkretno pri nas, bi rabil najmanj 2 tedna. Samo da bi zasukal vse sestanke, da bi prišel z tistih odborov itd. Tako, dosti bolj iskreni so, pa če želijo, ti pomagajo dajati tisti honest feedback, ki pa je res honest, ne? Ni crap. Ne? Ok, to še mi povej, na kateri element zgodbe si prepričal ameriškega investitorja? Kaj misliš, da je bilo ključno v vaši zgodbi, da je odprl denarnico? Tim, se pravi ekipa, power, pa predvsem Andraž, ki zdaj uživa na dopustu, ki se je pač v tistem bootcampu in vseh tistih odzivih boril, kot se za Korošca spodobi in je zmagal raznorazne izzive, predstavljal je Adoro oziroma našo ekipo odlično, tako da predvsem ekipa. No. Mi smo nadaljevali potem intervjuje, popičali, ampak core del pa je naredil Andraž, se pravi tam. Ok, počasi se premikamo proti koncu, tako da brez pritiska, ne, samo omenim, da lahko vprašate, ne, tako da nič ne smem preveč če koga kaj zanima ali pa če kdo iz kajega startupa karkoli ima problem, komod kaj vprašate, če ne pa lahko nam pišete. Ostanite na zvezi in režija vam bo dala. Ne vem, imamo mogoče še tisti Kadžar case, ki je v bistvu zdaj najbolj svež, naslednji video. Jo, moje ime je Tim Kevin Ranjak in malo sem si privoščil svojo mamo. Sam jaz rada še živela, no? Kaj se je pa dejansko zgodilo, pa si pogledajte o Kadžar avanturi. Super. Veš, kaj sem jel te reči? Jaz sem zdaj najdel en ful fajni apartma v Kranjski Gori. Tako da bomo vzela zraven, ne vem, rolerje, pa kolesa sicer ne bomo, ampak si jih lahko tam sposodimo. Jo, kak fajn ljubek moj zlati. Ja, se veseliš? Zlati si. Ja. Ha? Ja. Zlati si. Vse gre po načrtu, ampak ja, jutri bo akcija. Evo, mi smo ready, čakamo Jasmino pa Tikaja. Živijo! Ja, pa če vi niste Jasmina, živijo! To si ti prapravo. Ne, jaz ne še vem. Daj nekaj. Gremo. Jaz imam apartma, pa je rezerviran. Čemu tale avtek? Imamo tudi en sistem, da se namo zabil, ker avto sam zabremzva. Daj nekaj. Kaj pa to? Fantje, sam ne bungee jumping. Adrenalinsko kosilo, ful bomo hit jedali, ali kaj ni. Zaenkrat nima pojma, tako da bomo videli. Dan. Bravo. Ste pusti? Odlično. Z avionom so te pelali to Afganija, ampak samo v eno smer. Gor.
Dol grede bo pa zapustila avion, pa bo malo hitreje spadala po zemlji. Je to v redu? Fant, veš, kaj imaš na vesti? Mati dveh otrok. Me veseli, no? Rock and roll. Čestitke, bravo, super je bilo. Super. Bravo. Bilo je noro dobro. Hvala Renault za to Kadjar avanturo. Sine, nepozabno. Hvala ti. Ljubite mamica. Sam sem pa jokala vmes. Jaz sem takoj rekla, greva še enkrat. Pa to je fajn, ko sam krožiš. A veš, desno ne, pa te pol... A to si ti? Ja, pa greva še enkrat. Mama je preživela, pravi, da je bila izkušnja nora. Zdaj pa, če imate tudi vi prijatelja, brata, sestro, očeta, mamo, ki je želene take nore dogodivščine, prijavite ga na Kadjar avanturo, pa ne mu povedati do takrat in upite, da boste zbrani. To je zdaj ena kampanja, ki v bistvu vključuje vse te tri, ne. Prvo kot prvo, komu komunicirati, po kakem kanalu, ne. Se pravi, Kadjar je ta nek nov križanec od Renaulta, ki v bistvu nagovarja ciljno skupino tam od 35 do 50. Se pravi, ljudje, ki sicer prihajajo v neko novo puberteto, ne, in si želijo nekih takih razburljivih, ne vem, zdaj pa res začnem kajtati, zdaj pa res začnem surfati in tak dalje, ampak hkrati je pa isto število ali pa še več izgovorov, zakaj to ne bi, ne. In pač ta avto, ki je pozicioniran kot nek adventure enabler, se pravi nekdo, ki ti reče, nehaj opazovati, začni živeti, ne, je v bistvu tukaj v zgodbo prišel kot ta, ki omogoča te avanture, oziroma ki pride po tebe in te pelje na avanturo, ne. In to je v bistvu prva točka. Druga je, ne, ta, da imaš v bistvu neko platformo, po kateri tvoja zgodba postane zgodba drugih, ne. Mi delamo te avanture, 6 smo jih naredili v Sloveniji, 4 na Hrvaškem, zdaj še gre v Srbijo snema 2. Vedno je ista forma, se pravi, prijatelj prijavi prijatelja, ne, ki ne ve, zakaj gre, ne, se pravi, nekdo, ki skozi govori, ja, zdaj pa res moramo iti surfati, to je the best, itd., ne. Nič, ga prijaviš, mu ne poveš in če si izbran v bistvu z Renaultem, skuješ načrt njegove ugrabitve, ne. In ti ljudje dejansko ne vejo do konca, kaj se jim dogaja oziroma kaj se jim bo zgodilo. Vse te emocije so ful pristne, vse vidite, kako nihajo, od presenečenja do straha, do na koncu neke katarze, sreče in tak dalje. In da v bistvu to pa je tista tretja stvar, iskrenost, ne. Tu bi lahko pač od Tikeja mama rekla, ne, jaz pač ne grem in ni šanse in ti pač ne greš in nimaš videa, ne. In v bistvu ta risk, ne, je tukaj ful močen, ne. V primeru, ko pa uspejo te stvari, ne, in navadno so tudi strateško tako nastavljene, da uspejo, je pa to v bistvu druženje z blagovno znamko polno v bistvu emocij in tak dalje, ne, res neverjeten kapital za brand, ne. Se pravi, tukaj vidimo njo, ne, kak je dejansko doživela to z produktom, se je družila cel dan in tak dalje, ne. In to je v bistvu tisto, kar sem prej rekel, ne. Se pravi, brandi morajo biti prekleto prefrigani, pa prekleto se potruditi, da pridejo na zabavo k ljudem, ne. Pa čeprav to uporabljajo take vzgibe, kot jih uporabljamo. In vse to je v bistvu ne storytelling, ampak ta story selling, se pravi, ima strategijo, ima content in ima produkcijski value, ki je tudi v bistvu full proper, ne. In vse to moraš štimati, ne. In tako je isto pri startupih, ker se ti greš boriti ven z najboljšimi, ne. In ti ne moreš iti ven z dobrim produktom in slabim filmčkom, ker boš pač pogorel, ni šanse, ne. In obratno in tako dalje in tako dalje, ne. Okay, vseeno smo dobili eno vprašanje na Twitterju in sicer, kako bi pa mi rešili to našo zgodbo našega mesta? Kako bi naš, torej Maribor, spozicionirali? To jaz ne smem odgovoriti, ne. Kaj so tisti temelji? Kaj ti vidiš, v bistvu je neko jedro te neke novega Maribora, ki bi mogoče
na novo zaživel, se pozicioniral ne samo v Sloveniji kot neko mesto priložnosti, ampak tudi širše? To je v bistvu ful težko vprašanje, pa kompleksno, pa če bi vedel, bi se lotil, ne? Ampak tu se mogoče lahko vrnemo v ful poenostavljenem smislu k ekipi. Ne? Tako je v bistvu ekipa, ki diha, ki so prijatelji in tak dalje in si želi ustvarjati in tudi pri nekih trenutnih failih gre čez in tak dalje, zato ker ima strast do tega. Tako bi se moralo tudi v ljudeh samih oziroma v naših glavah neka ta negativiteta, neka se to nič se ne da, nič ne gre in tak dalje, bi se prvo to moralo odstraniti. Se pravi, vse se da, razlika je, če se ti ne da, ne, ali pa če se ne da. Ne. In dejansko, če gledamo, ne, pač pa ne bi se rad sploh dotikal politike in tak dalje, ker se ne ukvarjam s tem, dostikrat gledamo ljudi, ki so na položajih, na katerih bi nekdo drugi z več znanja, z več srčnosti mogoče in tak dalje bil absolutno primernejši, samo ne gre v ta svet, razumeš? In pol v tem svetu so tisti ljudje, ki ga uporabljajo pač sebi v prid in tak dalje in tak je vedno. Zdaj pa, če bi, verjamem, da je tu število ljudi, ki bi znali iz Maribora narediti dobro zgodbo, ki imajo neke mikrozgodbe doma, pa se jim mogoče ne da, pa se selijo v tujino in tak dalje in tak dalje. Ne. Teda jaz mislim, da se da, samo pač v glavah se nam ne sme naseliti neka ta negativiteta pa strah pa to. Ne. Okay. Tine je za ena ful dobro stvar, pač v tem stavku je bil, razlika je ti, ne. To je ful tržno, it's you. Tako da razlika je, in to, kar smo se že mi pogovarjali, tudi z Urbanom, Matejem, nazadnje, da Saša je tukaj, so se pogovarjali, pa Nataša, da in tudi vsak misli, da naredimo bolj interaktiven, pa mogoče ne sprašanje, pa da naredimo nek board, pa da vsak postane, ne, ti ne pride vsak teden Maribor, ne, fuck it, ne, pa ne bi rabo, pa pride vsak teden Maribor, pa ostaješ del te zgodbe, ne, in mi smo se zabavili nazadnje, ko smo imeli en brainstorming, smo rekli, da smo ful od Viol naučili, ne, pa mi smo Maribor, ne, in to se ful strinjam s Tinetom, pa mislim, da je Kristjan isto, da je pač, to je Maribor, ne. Okay, ti, kaj dodaš? Težko kaj dodati, mogoče Tine ful lepo rekel, ekipa, pa da si damo v glave, da se vse da, ne? Vse se da, stvar je časa, stvar je ekipe, pa nekako pogledati okolico, pa pogledati, kaj ima Maribor teh lepih stvari okoli, pa te stvari uporabiti, pač glede na to, da so te stvari tukaj, ki jih imamo vsi na voljo, jih nekako zmarketirati, Maribor v brand in okolico. Kaj si ti v bistvu Draperju povedal svoje mesto? Kaj si izpostavil? Recimo, ti prihajaš, ne, I'm from Maribor, ne, where, kaj? Pa pusti mogoče prvi, pa drugi, prvo pa drugo. Ni bilo ti večno, you're from Slovakia, ni bilo me. Ne, kaj izpostaviš, recimo, ful si v tujini, pa poveš, ok, z Maribora sem, kaj izpostaviš ti, mislim, kako v enem stavku opišeš to mesto? V bistvu ne opišem samo mesto, ampak opišem Slovenijo. In zadnji sem imel boring corporate predstavitev pred corporate people in sem imel 5 minut, ker so pač vsi imeli, pa sem lepo pogledal I feel Slovenija. In je tam ena lepa predstavitev, pa stavim lepo škatlice s tiste predstavitev vzel in so vsi bili tako, nekaj veš, mountains, the sea, sunny side of Alps, Maribor, wine region, etc. Ne, vsi so, mislim, takoj so kupili, ne. Okay. Mimo tiste zgodbe, ne, ko pa potem pač, ko je ponavadi vejo, Slovenija, I drive through when I go to Croatia to see, and I'm waiting in Gruškovje. Okay, Tine. Veš, kaj imam jaz v Ljubljani, ne, ful lokalov že zna postreči štajerski mojito, ne. To si jaz mislil in na Petkovšku rečeš štajerski mojito in dobiš štajerski mojito in to je špricer z malo mete not in je zakon, res, in to je v bistvu spet štajerski mojito, ne, in pol tak. To bi lahko bilo jedro novega brenda, torej, tudi štajerski mojito. Pa se jim pravim, daj si gor na cenik štajerski mojito, pa rekel, kaj popam vsaki teden izložbo menjava, ne. Cool, evo, pri štajerskem mohitu bomo zaključili. Evo, zadnja šansa, zdaj pa ste res ful pod pritiskom, da še postavite kako vprašanje. Ne. Ok, super, pol, evo. Kaj bi naredili, če pa ne bi imeli prijatelja z Božnika s Krajbojem ali Boštjanom? Kaj je pol v tem primeru? Ker očitno vam je pač ta bil, rečem nekaj vrste, odskočna deska, ker ste pač imeli nekoga v teh vrstah, ki je pač... Kaj lahko jaz, Kristjan, govorim? Lahko. Ker je pa Kristjan je ker oni so imeli Bogdana, ne? Fora je bilo, te mi smo začeli, mi smo začeli
In niso nikoli omenili Bogdana. Pač, in potem jaz Kristjan, smo se nekaj čisto druga pogovarjali. In potem jaz rečem, ampak to so to useri. In reče, pa ne veš ti zdravniki, reče, enega mi bo, In treba pač, dr. Bogdan Čižmanović. Reče, evo, Bogdan iz Oracle. Ne? In pač niso kolegi, pač. To je pač prvi zdravnik, ki mi ga on povedal. Bogdan je nastal koncept zgodbe, ne? Pa da smo pridobili pač publiko. Od Boga je bil dan, ne? Ja. Dr. Bogdan, ne? In dejansko so tudi, it was like, it's Dr. what? Bogdan? Puli mi je ostalo vsem, ne? Tako da, če iz vidika zgodbe, iz vidika produkta, pač, ne, še vedno rešuješ pain, pač najdeš enega drugega, ki mu rešuješ pain, pa postaje ambasador, ne. Pomembno je, da res rešuješ pain, pa da imaš produkt, potem pa seveda vse te zadeve moraš dodati zraven, da lahko nadaljuješ. Zdaj mogoče, barno nočem zdaj obito, nekaj najbolj gremo na mohito, ampak kar je ful ta pristnost, ki je prej Tina omenila, in Bogdan je ful pristen, in Bogdan ni John, ne. In pač, če greš v Ameriko pičat, ne rečeš, da je John, če je Bogdan, pač. Mi smo imeli Dragota, ne, ker Maruše Foter je Drago in zaradi njega so začeli biti Drago in pač, to pa vi izgovorite to v angličini, Drago, Game of Thrones, yeah, ne, pač, ampak ne, in je bil Drago in potem so pač, mi smo spremenili določene, mi sem bil Frank ali nekaj, so pač čakali v Ameriki, ne, pač, it's okay, I know the story. Pristnost, wins. Ja, iskrenost, ne. Pristno bomo nadaljevali potem pri šanku, tako da super, en velik aplavz za naše goste. Naslednji teden nas tukaj v Kibli čaka znova trojka in sicer Andraž Logar iz 3FS-ja, Vlado Petrovčič iz Databoxa in pa Matevž Petek iz Povja. Govorili bomo o tem, kako sestaviti zmagovalni tim. Tako da znova ne manjkati in pa seveda bo sledila tudi popoldanska delavnica v tovarni podjemov, o kateri boste vse pravočasno zvedeli. In še zadnje dejanje, preden vas spustimo do šanka, gotovo vas zanima, kdo je dobitnik, torej evo, karte za growth hacking, evo, pridi. Kristjan bo imel to čas, da bo žrebal. Najlepši med nami. Tine bo prebral, da vsem porazdelimo odgovornost. Jaz ne smem tega imena, ker jo poznam, pa da ne boste rekli kuhna. Saj je Kristjan žrebal. Ja, okej. Katja Mihajlović. Res? En aplavz, Katja, pridi naprej. Evo, Damjan, ti pa lahko daš kuverto, evo, glej. Zdaj pa ti lupčka dobo, ne? Kristjan. To. Evo, na skupno fotko še, pa na štajerski mojito. To. Se bomo imeli tudi en ženski misli, tako da ne brez skrbi, ne bomo samo tipov kazali, ne. Alright, super, hvala vsem, še enkrat en aplavz, uživajte.